Dober dan in dobrodošli v mojem novem vlogu. Madeiro sva z lepimi občutki zapustila. Let je bil prijeten in po 2 urah in pol smo prispeli v Porto, kjer sva odšla do hotela in tam prespala. Naslednji dan sva imela v dopoldanskih urah let proti Trevisu, kjer naju je na parkirišču pričakal najin Captur in skupaj smo se odpeljali proti domu. 14 dni dopusta je kar hitro minilo, zdaj sem spet doma in sem se kar odpravila na kolo. Naredite en krog in prav super se počutim. Se pa pozna, ker 14 dni nisem kolesarila in pol tudi malo kondicija pade. Ampak lepo počasi in kamor se mi ne mudi, enih 30 km bom danes naredila. Včeraj sva z možem obiskala prizorišče dobrodelne kolesarske prireditve v Gorenji vasi. Tam je bilo vse tako zelo lepo organizirano. Oni že več let organizirajo to dobrodelno kolesarsko prireditev in moram reči, da je za kolesarje zelo dobro pripravljeno in urejeno. In pa seveda vsak kolesar, ki je vplačal štartnino, je s tem prispeval k dobrodelnosti. Prireditev je trajala cel dan, od 8 zjutraj do 8 zvečer, tako da si lahko prišel kadarkoli odpeljati svoj krog, 2 ali 3. No, tam so razstavljali tudi taka lepa kolesa in eno mi je bilo strašno všeč. Mene, moram reči, kar zamamlo, da bi kupila eno novo kolo, pa sem kar precej razmišljala pol, nam rekla, da nisem mogla spati. Ampak razmišljala v tej smeri, koliko časa bom sploh še vozila. Sej moram reči, da s tem mojim kolesom sem kar zelo zadovoljna, ampak tako, kaj novega bi pa tudi pasal. Pustimo čas v čas, pa bomo videli, kako se bodo stvari odvijale in vas bomo vsem seveda tudi obveščala. Sonce me je malo pogrelo, zdaj grem pa počasi naprej, malo v senco, da me malo na kolesu popiha. Tako, zdaj sem že doma, naredila sem 35 km, tako da sem kar zadovoljna. Malo je pihal, ampak je kar pasal, da malo popiha. Treba je kar izkoristiti te spomladanske dni, ker temperatura je okrog 25 stopinj in hmal bo konc tega, polka je 30, rata pa kar vroče. Včasih se najboljši trenutki pojavijo takrat, ko od njih ničesar ne pričakuješ. Brez posebnega načrta, brez cilja, ki bi ga bilo potrebno doseči. Le nekaj minut med vejami, vonj po poletju in sladko sveže utrgane češnje. Takšni trenutki hitro minejo, a v spominu ostanejo presenetljivo dolgo. Morda zato, ker nas za kratek čas spomnijo, da ni treba vedno nekam hiteti. Včasih je dovolj, da si preprosto prisoten. Zdaj pa razumem, zakaj so češnje tako drage. Ker jih je tako težko nabrati in traja, da jih ne bereš za eno košaro. Le kako je tle, vse rdeče. Čeprav nisem nek strokovnjak, vem, da je treba češnje pobirati s peclji. Tako, dovolj bo. Skupaj s košaro, skoraj 3 kile. In to sem nabrala v roku pol ure. Tako so mi pa ptički pripravili presenečenje. Ptički so bili očitno zelo, zelo lačni in zelo pridni pri ustvarjanju nereda. Pod krmilnico se je nabralo toliko lušin, da je moj balkon skoraj postal ptičja jedilnica na prostem. Ampak nič hudega. Če so ptički uživali, bomo pa še mi malo zavihali rokave. Metla v roke, nekaj minut dela in balkon je spet lep in čist. Vreme nas vedno znova opominja, da ima zadnjo besedo narava. Takšni trenutki nas spomnijo, kako nepredvidljive so lahko vremenske razmere. Žal pa posledice pogosto ostanejo tudi potem, ko se nevihta umiri. Z možem se odpravljava v Maribor na piknik, ki ga imamo dogovorjenega že od novembra. Vreme kaže bolj oblačno, napovedujejo tudi neke nevihte, ampak to nas ne bo ustavilo.
Trenutno se peljeva med Ajdovščino in Vipavo, in sicer po stari cesti, ker avtocesta na tem predelu je zaprta, ker nekaj prenavljajo. Upava, da bo čim manj popravil oziroma zastojev na avtocesti. Lahko pa se pohvalim, da imava na Štajerskem družbo, s katero se neprekinjeno dobivamo že 27 let. Vsako leto gremo skupaj na martinovanje in pred poletjem naredimo še en piknik. In se vedno veseliva tega druženja. Taka prijateljstva in taki trenutki so res dragoceni, zato je prav, da si za take stvari vzameš čas in da jih neguješ. Zdaj sva dobre pol ure od Maribora, ampak vam rečem 40, 60, lepo počasi, gradbišče za gradbiščem. Neverjetno, ne vem, kdaj bojo to končali. Najprej smo se ustavili v fontani vin, kjer smo nazdravili s kozarcem vina. Čin, čin. Odlično je. Rumeni muškat. Kolikor je bilo veliko vesolja, mi je bilo všeč. Kaj boš pa mami povedala? Da sem bila v tunelu in da se mi je vrtelo in da me je vleklo k sebi. Res? Ja. Glejte, če sami smo v tunelu. Par mesecev bilo treba počakati, pa ni nobenega notri. To bi bilo za ta vlog tudi vse. Hvala za vašo pozornost, bodite fajn, mi pa se vidimo kmalu. Čau, čau!